Ja. Minister bo podal izjavo v zvezi z aktualnimi zadevami, potem bo seveda na voljo. Ja, najprej tudi z moje strani vsem lep pozdrav. Morda se upravičujem, ker me niste ujeli po seji vlade, zato smo danes sklicali raje tole tiskovno konferenco. Najprej naj povem, da sem pričakoval interpelacijo. Veste, da praktično celotno lansko leto je bilo govora o tej interpelaciji. Zlasti so se te govorice okrepile po prisluškovalni aferi in potem, ko je bilo izdano diplomatsko poročilo. Tako da na nek način sem zadovoljen, da od besed so prišli k dejanju. Moram pa reči, ko sem prebral tole interpelacijo, ki jo je vložila Nova Slovenija s pomočjo Slovenske demokratske stranke, da moram pa reči, da nisem našel nobenih argumentov, da gre pač za pamflet očitkov in da ne najdem nekih resnih argumentov za takšno interpelacijo. In zelo zanimivo je, da že nepovezani poslanci podobno ocenjujejo, da je ta interpelacija otročja. Poslanec Dobovšek pravi, da bi si jo prej kdo drug zaslužil. Gre pa pač seveda za inštrument, ki ga opozicija ima. Čudem pa se, da je nosilec te interpelacije predsednik odbora za zunanjo politiko, ki ves čas hvali delo Ministrstva za zunanje zadeve in tudi delo ministra za zunanje zadeve. Nazadnje je tako pohvalo izrekel na posvetu, ki smo ga imeli v ponedeljek, je ves dan prisostvoval temu posvetu in so tudi imela skupaj kosilo in je bil zelo zadovoljen s tem, kako deluje slovenska diplomacija. Tako da sem na nek način pa presenečen, da je prišlo do tega zasuka, vendar ocenjujem, da morda tudi dogodki v zadnjih dnevih so prispevali k vložitvi te interpelacije. Kot veste, vlada je podprla kandidaturo dr. Danila Türka za kandidata za generalnega sekretarja Združenih narodov. Potem imeli smo zelo zanimivo razpravo v oddaji Odkrito. Tisti, ki ste jo lahko pogledali, ste lahko videli, da v bistvu je kandidatura dr. Danila Türka precej obremenjena z različnimi osebnimi zamerami. Tako da jaz upam, da bo ta interpelacija uspela strani Nove Slovenije, ker če ne bo uspela, to pol pomeni, da so nogometno moštvo, ki daje v glavnem avtogole, ne pa gole. Seveda mi bo pa žal tistega dneva v parlamentu, ker vem, da bo treba tam biti kar precej ur, ampak bom pa imel priložnost, da predstavim vse dosežke slovenske zunanje politike. Zlasti, da smo po 15 letih dobili deklaracijo o strategiji slovenske zunanje politike, strateški dokument, da smo letos postali člani Sveta Združenih narodov za človekove pravice, člani izvršnega odbora UNESCO. Tako da te razprave v parlamentu se veselim v tem smislu, da bom izkoristil, da bom lahko na plenarnem zasedanju predstavil, kaj vse pravzaprav počne slovenska zunanja politika. Moram pa reči, da me pa moti to, kar se dogaja že danes. Tukaj imam na primer iz Facebooka neka vprašanja vodje poslanske skupine Nove Slovenije, Mateja Tonina, glede na to, da je on veren človek, zaprisežen
kristjan. Sem prepričan, da je zavezan k temu, da kar reče, pove tudi na podlagi dejstv, na podlagi resnice. In tukaj pravi, da me morate vprašati, ali se obnova Erjavčevega vikenda v hrvaškem Umagu in nabava oklepnikov Patria slučajno sovpada. Vprašajte se, kaj se zgodi, če hrvaška obveščevalna služba ve, da obnova nepremičnine slovenskega ministra poteka iz fondov, ki niso njegovi. Mislim pa, da to za nekega vernega človeka je pa povsem nespodobno. Jaz vam moram povedati, da vikend, ki je sicer last moje soproge, je bil kupljen leta 2002, da glede na to, da sem bil v postopkih, kar se tiče Patre zaradi nevestnega dela, da ni nobene povezave s tem, da je ta vikend bil plačan na podlagi zasluženega denarja in so vsi te moji dohodki in plačila vikenda tudi evidentirani. In moram reči, da pa takšen način političnega obračunavanja strani nekoga, ki je pripadnik stranke, ki se zavzema za takšne vrednote, se mi pa zdi, da bi se moral tak človek vprašati, če je v pravi stranki. Mislim, da tudi v Novi Sloveniji se bi morali vprašati, zakaj imajo v stranki ljudi, ki širijo neresnice in ki so lažnivci. Tako da jaz pozivam Mateja Tonina, da ne. Tudi moram reči, da kot sem povedal, sem začuden, da je predsednik odbora za zunanjo politiko. Jaz sem bil na zadnji seji odbora nekje decembra, mislim, da je bilo 11. decembra. Tam sem vedno pri prvi točki na razpolago za vprašanja, pobude, odgovorim vedno na vsa vprašanja, na vse pobude in nikdar ni izrazil nekega nezadovoljstva. Mislim, če je predsednik tako pomembnega odbora, kot je odbor za zunanjo politiko, bi človek pričakoval, če so res takšne nepravilnosti, tako slabo vodena zunanja politika, kot mi jo očita v interpelaciji, da bi pa vsaj to razpravo kdaj načel na odboru za zunanjo politiko. Ampak tam sem bil vedno deležen z njegove strani pohval. Tako da ne vem, kaj se mu je zgodilo, vendar verjetno je tukaj v ozadju pač politični spopad. Vi veste, da Nova Slovenija potrebuje pozornost v tem trenutku. Po referendumu obstaja resna grožnja, da ne bo več parlamentarna stranka, zlasti, če se bo Aleš Primc odločil, da ustanovi svojo politično stranko. In v tem kontekstu pač tudi razumem vse te aktivnosti, ki jih v tem trenutku izvaja Nova Slovenija. Hvala lepa, minister. Prosim za vaše vprašanje. Je bilo. Ne, zaenkrat ni kaj pametno. Aleš Gaubi iz Dnevnika. Minister, kateri očitki se vam zdijo najbolj neosnovani v tej interpelaciji? Ja, vsi se, ni nobenega, ki bi bil utemeljen. Recimo, da naj bi nezakonito in klientalistično zaposloval, to ne drži. Tako da ne vem, škoda, ker niso bolj konkretni z imeni in priimki, kdo je bil na takšen način zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve. Potem očitki glede korupcije tudi ne držijo. Jaz vem, da komisija se je ukvarjala z določenimi zadevami na Ministrstvu za zunanje zadeve in da ni bilo nobenih rezultatov. Res je, da nas ne obveščajo o tem, ampak ni bilo na podlagi tega nobene ovadbe, nobene prijave. Kar se tiče diplomatskih nadzorov, do leta 2009 jih sploh ni bilo, pa čeprav je bila pravna podlaga, naprimer minister dr. Dimitrij Rupel, omenjam ga zato, ker je pač najdalj časa bil minister za zunanje zadeve, ni želel izvajati teh diplomatskih nadzorov. Verjetno je že vedel zakaj, ker dejansko, če pogledamo, kakšne afere so se dogajale, na nek način razumem.
ampak kar se mene tiče, od leta 2012, vsako leto je program diplomatskih nadzorov, če pa dobim kakšno informacijo, da lahko bilo kaj narobe, pa izvedemo tudi izredni nadzor. Ampak ne v smislu tega, da bi ljudi kaznovali ali pa preganjali, ampak v smislu, da bi izboljšali poslovanje Ministrstva za zunanje zadeve. Res pa je, tam, kjer so nepravilnosti takšne narave, da je potrebno ustrezno ukrepati, pa tudi sprejemamo ustrezne ukrepe. Od tega, da pač se izreče kakšen disciplinski ukrep, do tega, da so tudi osebe bile uvadene, do tega, da pač nekdo dobi tudi nižjo oceno pri ocenjevanju. Tako da težko rečem tudi glede tega, da smo premalo vpeti v Evropski uniji in preveč na Zahodnem Balkanu. Težko to komentiram, ker praktično vsak mesec, enkrat, dvakrat imamo tako seje sveta ministrov za zunanje zadeve EU, obiskal sem praktično vse članice Evropske unije, V4 smo imeli posod bilateralna srečanja skupaj z gospodarstveniki. Če bi to sešteval, bi ugotovili, da moji obiski na Zahodnem Balkanu ali pa moji obiski v Srednji Evropi so nekako uravnoteženi. Glede očitkov odnosa do Združenih držav Amerike, smo rečemo, ves čas tudi stike z državnim sekretarjem Johnom Kerryjem, še prej tudi z gospo Hillary Clinton. Tako da te stvari bomo v odgovoru seveda predstavili, tudi vsebino vseh teh pogovorov. Zdaj ta očitek, da se preveč naslanjamo na Rusko federacijo, tudi ne drži. Mi spoštujemo sankcije, seveda pa želimo v okviru možnosti še naprej razvijati zlasti gospodarske odnose. Jaz si ne predstavljam, da bi prekinili gospodarske odnose z Rusko federacijo. Ne vem, kaj bi rekli v Novem mestu, če bi se to zgodilo. Recimo, vemo, da Krka njen večji del izvoza temelji na izvozu v Rusko federacijo. Te očitki glede izjav, da ne bi bile nepremišljene. Poglejte, kar se tiče arbitražnega postopka, še enkrat ponovno, arbitražni sporazum določa, da mora arbitražno sodišče določiti stik z odprtim morjem. Ne vem, kaj je tukaj narobe, in v tisti velenjski TV oddaji sem natančno to povedal. Zdaj, kar se tiče same prisluškovalne afere, pa mislim, da je slovenska diplomacija svojo dejavnostjo in aktivnostjo nekako tudi dosegla, da se arbitražni postopek nadaljuje, ne glede na to, kaj hrvaška stran meni. Glede te izjave okoli tujih borcev, jaz mislim, da osebe, ki prehajajo slovensko mejo in grejo naprej in imajo v svojih mobitelih, ne vem, zastavo tako imenovane islamske države, da verjetno nimajo to sabo zato, ker je bila to modna muha. Jaz mislim, da če nekdo ima takšne simbole ali pa slike o cekanih glavah, da če ne drugega, je vsaj sumljiv. Res pa je, če ni zaveden v nobenih evidencah, pač ni mogoče sprožiti nobenega posebnega postopka. Jaz že slišam Vinka Gorenjaka, kako bo govoril, da Schengena ni več, da kako lahko taka oseba pride, ampak vi veste, da gre za izredne razmere, da znotraj Evropske unije so razprave o tem, kako nadgraditi šengenski zakonik, ker v takšni obliki in s takšno ureditvijo pač ni pravi odgovor za ta pojav, ki je gotovo presenetil Evropo, zlasti pa članice Evropske unije in pa zlasti tiste članice, ki smo na območju Schengena. Tako da jaz mislim, da ta interpelacija je bolj rezultat strahu Nove Slovenije,
ker očitno se bo pojavila nova stranka in seveda, če ne bodo poskrbeli za svojo pozornost, se bojim, da bo doživela usodo Slovenske ljudske stranke. Seveda, Karel Erjavec je pa zanimiva tarča, ker medijsko smo vedno zanimivi, to že dokazuje vaša današnja udeležba in seveda mislijo, da bodo morda na takšen način prepričali slovensko javnost, da je Nova Slovenija prava stranka. Ampak če že vodja poslanske skupine takole laže, je lažnivec, jaz ne vem, če bo še kdo volil takšno stranko. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Mogoče, sam, če ni drugega, bi samo vprašal, če to vidite tudi v funkciji prizadevanj za izredne volitve oziroma rahljanje koalicije. Ma ne, glejte se, vi kot veste, sem iz državnega zbora prišel v vladi, sem bil izvoljen kot poslanec državnega zbora. Jaz moram reči, da to delo je izjemno zahtevno, naporno. Recimo, ko se mi očita, da nimamo pravih odnosov za Srednjo Evropo ali pa s članicami Evropske unije. Poglejte, 1. maja, ko so poslanci uživali praznike, sem jaz imel bilateralno srečanje z nemškim zunanjim ministrom Frank-Walterjem Steinmeierjem tukaj v Ljubljani. Tako da zaradi tega vlada ne bo padla, ampak ne razumem, zakaj si Nova Slovenija zabija avtogole. Ker če že v opoziciji ne znajo speljati projekta interpelacije, ne vem, kaj bi lahko taka stranka počela v vladi. Če že takle preprost projekt, kot je interpelacija, ko je treba dobiti pač večino glasov za razrešitev, verjetno jih ne bodo dobila. Ne. Tako da to je bolj ena poteza iz obupa, ne, tako jaz to vidim. Hvala lepa.